Časi, ko so potapljači v okviru čistilne akcije ob Blejskem jezeru našli celo star avtomobil, so kot kaže dokončno minili. Na tokratni že 31. čistilni akciji, ki jo je organiziralo Društvo za podvodne dejavnosti Bled v sodelovanju z ribiško družino, občino in infrastrukturo pod okriljem Slovenske potapljaške zveze, so iz Blejskega jezera dvignili le za 150 kg odpadkov. Blejsko jezero je tokrat čistilo kar 110 potapljačev. Iz skoraj vseh potapljaških društev iz Slovenije, prav tako se nam kasneje pridružijo tudi naši, prijatelji iz Italije, tukaj so pa že prijatelji iz Hrvaške in pa iz Srbije. Tako da je to iskreno lahko rečem internacionalna akcija in sem vesel, da smo v takem številu. To pomeni, da tudi ljudje prepoznajo, da ni to samo čistilna akcija, ampak tudi, da je to prijetno druženje, izmenjava izkušenj in pa predvsem, da se imamo lepo in nekaj lepega naredimo za samo Blejsko jezero in vse prebivalce. Zagotovo je predvsem opozarjanje na to, da kar človeška roka odvrže v vodo, mora tudi človeška odvzeti ven. Seveda lahko rečemo, da vsako leto je manj tega, vendar karkoli je v vodi, tistega, kar tja ne sodi, je preveč. Zato moj apel vsem, da se držijo ne samo na Bledu nasplošno, tega, da se ničesar ne odvrže v naravo in če nekaj do nekam prinesemo, pa dajmo še odnesti. Čistilna akcija Blejskega jezera velja za najstarejšo ekološko akcijo v Sloveniji. Potapljači, med katerimi je bil tudi podpredsednik vlade Republike Slovenije in minister za finance Klemen Boštjančič, so jezersko dno čistili na 24 lokacijah, v akciji pa so odstranjevali tudi potujočo trikotničarko, školjko, ki ogroža jezero in njegove prebivalce. Mitja Slavinec, predsednik Potapljaške zveze Slovenije, o pomenu tovrstnih akcij. Ekološke akcije, ki jih organizirajo naša društva v Slovenski potapljaški zvezi, imajo zmeraj večplasten pomen. Eno je seveda to, da očistimo podvodni svet in to lahko le potapljači počnemo. Drugo pa je preventivna dejavnost, ko opozarjamo, naj ljudje ne mečejo v vodo tisto, kar tja ne sodi. Predvsem pa tudi druženje, ker potapljanje je takšna aktivnost, kjer moramo sodelovati drug z drugim, zmeraj se potapljamo vsaj v paru in na takšnih aktivnostih le krepimo te naše povezave. In na tem mestu res iskrena hvala vodstvu in članom DPD Bled, saj že vsa leta organizirajo, najdlje organizirajo to ekološko akcijo, ki je zmeraj zelo odlično organizirana. In v Slovenski potapljaški zvezi smo zelo ponosni na vsa naša društva, na tako aktivna, kot je DPD Bled, pa še posebej. Iz Slovenije, Italije, Hrvaške in Srbije so potapljači prispeli na Bled. Pa mi u Somboru također pravimo slične ekološke akcije, čistimo vodotoke oko Sombora i prepoznali smo ovu akciju, stupili smo u kontakt sa DPD Bled i već godinama imamo dobru saradnju, tako da je nama ovo zaista lepo ronilačko iskustvo i činimo jednu dobru stvar da očistimo ovaj biser u Sloveniji. Zaradi družbe, zaradi ekološke akcije, zaradi neke tradicije, druženja, prijateljstva, skratka, fajn je, ko pridemo. Poleg potapljačev je v čistilni akciji sodelovalo tudi več kot 250 ostalih udeležencev, med katerimi so bili že 4. leto tudi blejski in radovljiški osnovnošolci. Ti so čistili jezerske brežine, najprej pa svoje znanje preskusili v delavnicah Društva za podvodne dejavnosti Bled. To se zdaj udeležujemo že nekaj let, mi smo zdaj 9. razred, sodelujemo s potapljačem iz Bleda, pa tudi z drugimi. Udeležujemo se pa zato, ker nam je mar za Blejsko jezero, ker smo lokalci, domačini in bi radi, da bi bil čim bolj čist. Potapljači so tokrat z dna Blejskega jezera dvignili za 150 kg odpadkov. Zanimalo nas je, kaj vse so našli na jezerskem dnu. Za ribe loviti, šrafe, kaj je to, viski, pivo. Kakšen je bil potop? Vred je bil, malo je bilo mrzla voda. In kaj ste našli? Steklenice od avta, felno, pa nekaj od krožnika, neke stvari pa, neke žice. Na koliko globine je bilo to? 7 metrov, 6 metrov. Bi rekel, da je bila to uspešna akcija? Ja.
V globinah zahodne kotanje Blejskega jezera in v Mali Zaki je ta dan potekala tudi državna vaja celotnega sestava podvodne reševalne službe Slovenije, v kateri deluje več kot 160 potapljačev reševalcev iz 16 reševalnih postaj iz vse Slovenije. Scenarij vaje je bil izdelan na primerih nesreč na Blejskem jezeru in je predvideval iskanje pogrešanih oseb in dvig potopljenega vozila.